Tako kot je danes, je bil tudi pred 79 leti, ko je padel komaj 22-letni Karl Destovnik Kajuh, pustni torek. Sredi vojne vihre, najhujših spopadov med okupatorji in uporniki, ni bilo časa za pustne šege, čeprav imajo te globje sporočilo oznanjanja konca zime, klicanja pomladi in novih začetkov. Borilo se je za slovensko kulturo, jezik in dediščino, ki so jih agresorji želeli uničiti in izničiti. Smrt mladega pesnika Kajuha je postala simbol v naši zgodovini, simbol boja za kulturo in s kulturo proti nepravičnosti, krivicam, nasilju in uničenju. Simbol boja za boljši jutri, za pravičen, strpen in solidaren svet. Z neposrednim opozarjanjem na krivice in družbene neenakosti se nas Kajuhova misel tudi danes globoko dotakne. Njegove besede nas ne pustijo ravnodušni. V njih začutimo bližino smrti, s katero se mlad človek ne bi smel spopadati, hkrati pa je v njih vtkana neomajna in iskrena vera v prihodnost in možnost boljšega sveta. V njih je izpisana izpričana globoka vera v človečnost in ljubezen nad političnimi in družbenimi razkoli. Kajuh je bil zaradi svojih prepričanj preganjan, v tem pa ni bil sam. Njegovi vrstniki, tovariši in tovarišice so bili aretirani, napadani, mučeni in umorjeni. V boj so odšli s sočutjem do sočloveka, z odločnostjo, ki prinese vsako bolečino, trpljenje in smrt. Njihov pogum je rasel tudi iz neomajne vere v to, da lahko vsak posameznik ali posameznica pripomore k gradnji boljše prihodnosti, da lahko prav vsak prispeva v borbi za mir. Kultura in umetnost sta imele v uporu proti okupatorju pomembno vlogo. Kultura je ljudstvo povezala v najtežjih okoliščinah, krepila je moralo, vlivala je upanje borcem in borkam, ob enem pa je sporočala, da bo za njimi in njihovim bojem ostalo nekaj več. Kajuh je bil najvidnejši predstavnik kulturne v partizanskem gibanju. Bil je vodja kulturniške 14. udarne divizije. Številni kulturni delavci in delavke, umetniki in umetnici so prijeli za orožje, a hkrati niso izpustili peresa ali čopiča ali utišali svojega glasu. Zato imamo v Sloveniji izjemno dediščino partizanske umetnosti, umetnosti upora, katere tradicijo spoštujemo še danes. Kajuh velja za najimenitnejšega in najbolj priljubnega predstavnika slovenske partizanske lirike. Ni samo slovenski, ampak tudi evropski zgled pesnika v zavezniški zmagovalni fronti, ki se je odprla nacizmu in fašizmu. V njegovi poeziji je ujet njegov pogled v človeško naravo in družbo. Kajuh je vsebine svojih notranjih in intimnih konfliktov na področju ljubezni, družine, tovarištva ter strahu pred smrtjo v svojem delu prepetal z idejami o skupnosti in napetosti takratnega družbenega sveta. Bil je glasnik svoje generacije. In tudi danes so med nami borci in borke. In še enkrat vam izrekam iskreno zahvalo za vaš pogum in boj. Brez vas tudi nas danes ne bi bilo tukaj. Biti pesnik v času vojne je morda najtežja naloga od vseh, saj od posameznika zahteva, da v besedi grozote, ki jim je priča in poišče poti k upanju. Kajuhovo sporočilo presega njegov čas. Sporočilo o pomenu človečnosti je danes v času številnih družbenih kriz in konfliktov, pa tudi vrnitve vojne na tla Evrope, še kako aktualno. Sodobno sporočilo prezgodaj umrlega pesnika pa želimo prenesti tudi na generacije mladih, ki so soočene z vprašanji o svoji lastni prihodnosti. Verjamem, da bosta ob vseh preizkušnjah 21. stoletja življenje in delo Karla Destovnika Kajuha vir navdiha in poguma mladim in vsem nas med iskanjem odgovorov na vprašanje o miru in vojni, okolju in podnebnih spremembah, o neenakosti in krivicah v družbi. Ponosni smo,
da letos obeležujemo Kajluhovo leto in veseli, da je ta pobuda za današnjo proslavo in tudi za obeleževanja prišla prav iz lokalne skupnosti in tiste, ki najbolj skrbijo, da Kajluhova dediščina in sporočilo gresta naprej. Želim vam, da bi v Kajluhovih verzih našli popotnico za mir, navdih za ljubezen, odločitev za človečnost, iskrenost in pogum svojih lastnih dejanj.